Ljudski stranki smo se odločili predvsem v zadnjem času in to bomo počeli tudi v prihodnje, da se bomo predvsem skoncentrirali na probleme slovenske družbe, da se ne bomo ukvarjali z tistimi zadevami, ki so drugorazredne, ki niso pomembne za reševanje finančne in gospodarske krize. Iz tega razloga smo takrat potegnili pogumno potezo in podprli pokojninsko reformo. Z temi aktivnostmi nadaljujemo. Aktivno smo sodelovali pri pripravi zakona o javnem naročanju in veseli smo, da je naš predlog bil sprejet. Predlog, s katerim smo na nek način zajezili ali pa onemogočili tistim podjetjem, ki imajo za sabo grozljive prizore, ki smo jih spremljali v zadnjih letih, da pač na teh javnih naročilih ne morejo več sodelovati, skratka podjetja, ki so v stečajih. In tudi podjetja, v katerih so lastniki ali pa direktori, poslovodje, tisti, ki so v preteklosti kakšno takšno podjetje zaradi svojega pohlepa, svoje brezbrižnosti, malomarnosti ali pa tudi svojih osebnih interesov tako ali drugače uničili. Danes to serijo konstruktivnih predlogov nadaljujemo torej z reševanjem anomalij, ki so prisotne in so se še posebej izpostavile v zadnjem času finančne in gospodarske krize na področju gospodarstva. Zato smo danes vložili zakon o gospodarskih družbah za spremembo v tistem delu, kjer želimo omejiti tistim ustanoviteljem, pa tistim direktorjem, lastnikom, ki so v preteklosti takšne in drugačne gospodarske družbe imeli, jih zaradi pohlepa in različnih razlogov želeli olastniniti in jim je to seveda finančna gospodarska kriza na nek način preprečila. So ta podjetja post festum šla seveda v stečaje, prisilne poravnave in tako naprej in seveda sedaj želijo na nek način preko novo ustanovljenih firm seveda nadaljevati svojo staro dejavnost. V Slovenski ljudski stranki menimo, da je to nedopustno in da moramo takšno verižno ustanavljanje podjetij preprečiti. Nemogoče je in nedopustno je, da direktori brezbrižno pahnejo podjetje v stečaj, v prisilno poravnavo, skratka pustijo za sabo razdejanje, delavce se vrže ponavadi na cesto, ostanejo brez odpravnin, brez kakršnihkoli nadomestil, brez vsega, sami ustanovijo novo podjetje in posel teče naprej in, ko se temu reče, nikomur nič mar. Z tem predlogom zakona to preprečujemo oziroma uvajamo te omejitve, da preprosto ustanovitelj družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora družbe ne more biti oseba, ki je bila družbenik delničar z lastniškim deležem večjim od 25%, član poslovodstva ali organa nadzora družbe, nad katero je bil začet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti ali zaradi prisilnega prenehanja. Torej, prepovedujemo ustanavljanje novih firm, to pomeni, da ne bo več možno to veriženje, hkrati pa pri obstoječih razmerjih predlagamo odvzem pooblastila za vodenje poslov ali pa odpoklic z mesta člana organa nadzora, prepoved uresničevanja glasovalnih pravic, tudi tem posameznikom, ki so seveda svoja podjetja spravili v stečaj oziroma v prisilno poravnavo. Zagotovo je to ena od večjih anomalij v slovenskem gospodarstvu in jo je preprosto potrebno preprečiti, tako kot je bilo potrebno ustaviti, bom rekel, neodgovorno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem v primeru javnih naročil, ko je bilo možno
vendarle tudi podjetjem, ki so bila v stečaju ali pa v prisilni poravnavi oddati javno naročilo. Tako da, to je eden od ukrepov. V Slovenski ljudski stranki pripravljamo nove, podobne ukrepe, ki bodo seveda odgovor na marsikatero anomalijo, ki jo imamo. In mnenja smo, da je le na takšen način korak za korakom moč izboljšati tudi poslovno kulturo, če hočete, v samem slovenskem gospodarstvu. Ne pozabiti, na vrhu slovenskega gospodarstva, ki je bilo nedolgo tega na Brdu, je bilo slišati klice gospodarstvenikov, da je potrebno ločiti tisto, kar je dobro, ali pa če hočete tisto, kar je pošteno, in tisto, kar to ni. In mislim, da je dolžnost vseh nas v državnem parlamentu, še posebej pa seveda slovenske vlade, da temu klicu prisluhnemo. Enega od kamenčkov k temu želimo dodati tudi za spremembo zakona o gospodarskih družbah v Slovenski ljudski stranki. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Smo bili izčrpni. Gradivo imate?